Začnimo v Ljubljani, kjer se je ta teden plesalo in veselilo, pelo in pilo. Govorim seveda o maturantski četvorki, ki je neverjetno podobna prireditvam v Lipici. Najprej elegantno plešejo valček kot lipicanci, nato se ga pa nabijajo kot konji. Seveda moramo... To se seveda zasluži aplavz. Seveda moramo ob letošnji četvorki omeniti lansko, ki je bila za Slovenijo prelomna. Dobili smo hite, kot so Miška Mala, Tomi Deli in Toni Dež, to so nebeške solze. Celoten narod je bil prvič združen v spoznanju, da naš predsednik enostavno ni normalen. Never forget! Nikoli ne pozabimo tistega dne, narod. Predvsem zato, ker o tistem predsedniku ni ne duha, ne sluha več. Letos je sicer bil na četvorki, ni pa haluciniral. Losk! Na svoje mesto plesalke ulivo! Jaz ker vem, kako mu vre v glavi, kako njemu vre. Ne reci Miška Mala, da ne bi. Ne. Ne. Tanja me bo ubila. Bravo, gospod predsednik, dobra samokontrola. Ampak hitro odraščajo ti mulci, ne da? Hitro. Pahor mislim. No, na četvorki smo bili priča zaskrbljujočemu trendu med mladimi, ki dokazuje, da nam gre slabo. Jaz ne razumem, kaj je z mularijo. Jaz razumem, da nimamo pravih zvezdnikov v Sloveniji in na televiziji so politiki bolj pogosto od oglasov za glivice na nohtih. Ampak, kdaj so politiki postali kul? Mladi so se včasih upirali oblasti, zdaj pa z njo delajo selfie. A ti med frendi zraste ugled, če na Instagramu objaviš selfie s Pahorjem ali pa z Zokijem. Hengamo ga s predsednikom, jo! A veste, kdaj boste res kul fanti in dekleta? Kad naredite selfie z Janšo. On je kot zlatorog za lovce. Pahor se vsemi fotka, to je nič posebnega. To je zdaj že vsakodnevna stvar. Vsak ima že en selfie s Pahorjem. On se še z rožo naredi selfie, pa niti prosla ni. Obstaja pa še ena teorija, zakaj se mladi slikajo s politiki. Ljudje so se vedno radi slikali ob nesrečah. Mogoče tle nič drugače. Dobro, ampak kaj je Pahor sploh povedal na četvorki? Lahko rečem nekaj porednega. Dobro me poslušajte. Zdaj pa bo, sem še zastrašil, da nas je razočaral. Vsekakor, gospod predsednik, lahko rečete nekaj porednega. V življenju boste imeli sanje. In ko vam bo kdo rekel, da niso realne, morate mimo njega in preslišati ta nasvet. Pa tako smo bili, skoraj izgubil nadzor nad seboj, pa se pa premislil in raje poskusil z inspiracijskim citatom. Mladi predsednik ima prav. Če vam kdo reče, da vaše sanje niso realne, jih ne poslušajte. Razen, če so vaše sanje postati pošten bankir. Lahko ste eno ali pa drugo. Ali pa če so vaše sanje preseči našega predsednika v cirkusanstvu. Razen, če imate sposobnost spremeniti se v trosilc gnoja ali pa tampon. To je level 9000, tega ne dosežem največ. Kakorkoli, organizatorji četvorke so vsem prisotnim svetovali, naj tokrat žurajo brez alkohola in poželi bučen aplavz. In Ministrstvo za zdravje za sodelovanje v skupni akciji Zdrava zabava brez alkohola. A sem rekel aplavz, mislil sem izžvižgavanje, sem se zmotil. Mladim reči, naj se zabavajo brez alkohola, je isto, kot bi rekel, vztrajnikom ne grejo na dopust v Murgle. Zdaj pa resno vprašanje, mladi. Alkohol tudi se ne da brez. Ja, da, seveda, da se da, sam pač. Laufaš lahko tudi brez čevljev, sam pač pomagajo, a ne. To je največji slovenski idol in heroj, dame in gospodje. Zdaj, kakorkoli, upam, da ste se maturanti in maturantke imeli lepo, predvsem pa vsem želim sreče na maturi. Vprašanje od slovenščine pa ste itak že kupili na Facebooku. Če pa ne naredite mature, se pa ne sekirati, veliko strank trenutno izgublja člane, tako da zdaj je prilika.
Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.